Tako kot smo obljubili, so z nami tudi ustvarjalci filma Centani. In sicer najprej vabim na oder režiserko in scenaristko Majo Dorotejo Prelog. Vabim, da se nama pridruži tudi glavni protagonist Blaž Murn. In pa vabimo seveda, da se nam pridruži tudi Blaževa sestra Maja Murn. Ja, takole mora biti za začetek, Maja, vprašanje zate. Na kakšen način zdaj, pravzaprav precej let potem, ko ste vse skupaj posneli v Italiji in v Sloveniji, gledaš na film? Takrat pravzaprav si ga nekako imela kot svoj vstop v svet normalnosti, nazaj v povratek v tisto normalno življenje. Se ti zdi, da je potrebovalo tudi teh nekaj let vmes miniti, da sedaj, ko film dejansko lahko tudi mi gledamo, deluje tako, da normalizira? Lep dober večer vsem skupaj. Ne vem, če čisto zares lahko rečem, da sem se popolnoma odlepila od filma, zaradi tega, ker še vedno vsakič, ko je kakšna projekcija, pač čutim, kakor da ste vsi živite z mano 1,5 ure in s Blažem. Ampak definitivno v 5 letih sem se veliko naučila skozi ta proces, seveda o sebi, o nama, o življenju in o filmu in o procesu. Tako da neka distanca definitivno sem jo pridobila, ampak vseeno je še zmeraj tako, čutim čreva na platnu svoja. Podobno vprašanje bom potem tudi Blažu zastavil, ampak se mi zdi zanimivo to, da pravzaprav se je vse skupaj nekako začelo s tem, da je bila ideja, da bo Blaž tisti, ki bo glavni portretiranec, ki bo glavni protagonist. Kdaj se je v bistvu kamera zasukala tudi v tvojo smer oziroma kdaj je to postal vajin film? Ja, pravzaprav ideja je bila tudi čisto na začetku, da Blaž je glavni protagonist bo, ampak da se kamera v nekem momentu vseeno obrne tudi name, samo ne v taki meri in na tak način, kakor je zdaj pač final film. Mišljeno je bilo bolj kakor nek bolj supporting lik, vloga moja in seveda najina skupna izkušnja z levkemijo, ki je pač potem se prerasla seveda v film in zgodbo o odnosu, o življenju in vseh stvarih. Hvala. Blaž, podobno vprašanje zate. Kot glavni protagonist seveda si bil tisti, ki si vse skupaj organiziral, ki si bil motor celotne ideje. Kako si potem seveda tudi sam videl, da je treba kamero obrniti na Majo, da je to vajina zgodba? V bistvu najprej pozdravljeni vsi, hvala, ker ste zdržali ta film, gledali do konca. V bistvu jaz nisem zdaj stopil dol s platna, ampak sem pač dobrih 5 let po snemanju, ker smo videli, da je bilo 2019, to prvo, kar bi rad opozoril. Drugo v bistvu, kar bi rad rekel, meni je bilo ful fajn in res najlepše, ker sem se pač lahko ali pa mogel obrniti stran v smislu, da sem se umaknil, da Maja naredila ta film, ker to bil edini način. Jaz sem videl res samo rough cut, čist na konc, pa potem v Trstu pač film končan, ker če ne bi sigurno hotel kaj cenzurirati. In to, da izpadem totalen kreten, tudi totalen kreten se mi zdi izjemno, zaradi tega, ker je pomembno, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da če jaz sem imel pač več opcij tam na setu, tam so se mi dogajale ene čudne stvari, ki jih v filmu žal nismo mogli videti. Jaz bi lahko bodisi pač zbežal pa šel stran, pa pač Maja trdi, da bi pol film sam bil, jaz mislim, da ne. Pol drugo, kar bi lahko naredil, bi vzel pač kamero, ki sta itak obedve bile moje oziroma najine, pa pač začel njih vse snemati, pa bi potem marsikaj od tega, kar je bilo postavljeno na os, naj od dveh, bilo pač vidno tako, kot je bilo, tako pa Maja znala to z Urošem res dobro postaviti v kontekst pa koncept, ki je pravilen in sicer na os med naju. Tako da ene stvari so bile izrezane iz resničnega konteksta, pa izpadajo ful dobro pa močne. Tako da v bistvu, ko gledam zdaj na ta čas, jaz imam totalno pač neko to svojo anksiozo, ko imam itak, pač tudi sem imel posttraumatski sindrom, pa vse te stvari, ki sledijo po taki travmi. Je to še zdaj zame ful problematično, tako da ne pač mogoče, ker se mi zdi, da vsakič totalno zamorim publiko,
pač izkoristim to za eno stvar in sicer ste gledali film, ki je originalni naslov Drug in sicer od Thomasa Winterberga. Pač jaz se malo zabavam, pač to je zdaj slovenska turneja zagovorov zame po filmu in sicer pač tam fantje oziroma gospodje probavajo levele, pač alkoholiziranosti, se to ni poznaš to. Jaz v bistvu sem v Trstu v premieri prvič res videl final film, bil sem 0:0 in je bilo res grozen. Potem sem šel v Sarajevo, tam sva z Majo šla na dvojni pač Dunja rakijo in je bilo res fajn, tam je bila trojka. Potem sem šel v bistvu v slovenska turneja se je začela v Portorožu, kje si bil tudi ti zraven, pa si spraševal, ne, nisi spraševal, ali pa na mojo nesrečo ti nisi spraševal, tam sem fasal onega bad guyja, jaz sem bil na štirki, bilo je v redu, zaradi tega, ker sem bil v bistvu na Telešamar rakija, če poznate, pač srpska res izjemna. Potem sem bil pa v bistvu zadnjič v sredo v Cankarjevem domu 0:0, ker sem vozil, sam se je presenetil izjemno, pač nisem si mislil, da lahko trezam to pohendlam svoje spajke, zaradi tega, ker pač lahko bodi si dor, izpadeš ali pa slabo, klej tanka meja, tako kot pri filmu. No, danes pa probam neko 5, 6, tako da ne mi zameriti. Bravo, Blaž. Hvala. Maja, videli smo te seveda v filmu, vemo, kako pomembna si bila tako za proces zdravljenja, kot tudi za nastanek filma. Zanimivo je bilo videti pravzaprav v enem trenutku oba dva in pravzaprav Blaža in Majo v kadru, ki ga drži nekdo, ki ni lev oziroma ki ni zdaj profesionalni DOP. Kako si se sama počutila v bistvu v tem procesu? Koliko je bil zate to en tak healing oziroma proces zdravljenja in nastanek filma in zdaj, ko ga par let kasneje lahko gledamo? Danes je dan, ko sem si ga v bistvu prvič ogledala. Razen enkrat prej, ki me je Maja prosila. Nisem bila prava robčka, ker sem jih očitno že prej toliko veliko porabila. Drugače pa ja, v filmu mi je bilo pač ful dober, ko sta me povabila k sebi domov. Pač v bistvu nisem vedela, da bom snemala, sam probala sem, nisem vedela, da bo to sploh v filmu, zato se pač že zadnjič v Cankarjevem domu sem rekla, da je verjetno to en edini smešen del filma, ki pač rečem, jaz sem, pač tako mene moj brat pač dobro oponaša, ker pač to sem jaz, ja. Ostale stvari pa dol na Siciliji, no, ki sem bila pač del, sem bolj ozadja, no. Sem tudi jaz en del te ekipe videla, pa kako se je na koncu pač kako so funkcionirali in kako ne, kakšen dan ja, kakšen dan ne. Je bilo tudi meni malo težko vse to gledati, ne, ampak mislim, da je v filmu pač ful dobro zapakiran, da je pač na koncu sam Blaž izpadel malo bad guy, ne. Ampak pač to tako je, Kar se tiče pa proces zdravljenja, se mi zdi, da je pač film ful lep odraz vsega tega, kar smo mi pač takrat kot familija doživljali. Pač itak se je vse zlom. Jaz sem bila ful vesela, da sem lahko darovala, pač ful in pač sem ful ponosna na to, da 5 let potem, oziroma zdaj 7, pač da je tak, ki je, malo je suhno, ampak okej, to, jaz bi mu dala kakšno kilo. Drugače sem pa 0:0, no, jaz. Hvala. Verjamemo, da je tudi med vami kakšno vprašanje, kar dvignite roko in ga zastavite. Tudi če bomo na kakšno vprašanje naleteli gor na prve nadstropje oziroma v ložah, kar dvignite roko in pokažite, da imate vprašanje. Pa poglejmo, kdo se bo prvi opogumil. Aha, tukaj le. Izvolite, še mikrofon vam prinesemo. Takole. Zdravo z moje strani. V filmu je enkrat omenjeno, da po diagnozi v bistvu maksimalna sreča, ki jo lahko počutiš, je 3. Pa me zanima, zdaj toliko let potem, če to še drži in pa kako se s tem sprijazniš v življenju. To je vprašanje za Blaža, verjetno, ne? Mislim, rekli ste vi, ampak ste citirali njega, tako da, ja. Mislim, da bom kar njemu predala besedo.
travmo je tako, kot z potresom ali pa z velikim pokom. Se pravi, te popotresni sunki pač se pojavljajo, ampak se vedno švohnejo. Isto je z travmo in v bistvu k sreči pada s kvadratom. Tako da danes pač 7 let potem je ful lažji. Še vedno, ko me kdo o tem vpraša, se pač že vedno zlobim, ampak sorry, sem, ker nisem toliko močen, ampak odmeva, nikoli ne nehal. Ampak ja, v bistvu, jaz sem pritisk, ker sem hotel videti manj kot 2 leti po presaditvi to odpeljati. Sam sem se spravil v to izjemno situacijo. Zdaj, kot nek starec na morju, gledam na to vse, kar se je zgodilo, v bistvu. Ampak si lahko srečen spet 10 od 10? Ja, če sem kle, pač jokam, sem tudi srečen. Ne? Sem ful srečen, da ste to gledali. Pač ja, mislim, da danes dosegam neko 7, ko recimo ob alkoholu 9, tako da pač čist mi je noro. Lepo slišati. Blaž, hvala. Lepo slišati. Hvala tudi za prvo vprašanje. Naslednje vprašanje. Upam, da nisem spregledal kakšne roke na balkonu, če bo, kar pokažite. Naslednje vprašanje. Aha, izvolite. Če pač nihče ne bo, bom pa jaz rekla, ko sem začela gledati, nisem mogla verjeti, tisti družinski video, zagledam jaz mojo jakenco, ki sem moje roke zašile. Na hrbtu imaš punčko, je bila punčka verjetno. Sonček je bil. A sonček, ok, nekaj aplikacije so bile. Sem rekla, pa se ne morem verjeti. Tako da upam, da sem to punčko začarala, da ustvarja take lepe stvari. Rekla bi pa, da sta pa kamera bila pa tako dobra, da je meni bilo slabo. Mislim slabo v smislu, da sem podoživljala vse to, kar si ti doživljal. In me je prav kar lezla sem skupaj. Tako da, če drugega ne, z vso vsebino in s kamero ste naredila, tako da upam, da se še kdo drug doživel to, kar jaz, ker je res doživeto. Hvala vam. Hvala lepa. Hvala. Je pa zanimivo, da pravzaprav kamera je držalo več ljudi v rokah. Dejansko vsi trije, ki ste tule, pa Lev. Kako ste v bistvu poskušali nekako to kot nekak koncept držati? Važno je, da ujamemo trenutek. Ne gre zdaj za to, da mora DOP biti tisti, ki snema. Ja, prav res. V bistvu je bila kamera nek čist skoraj organski podaljšek vsaj mojega telesa in tudi Blaževga, definitivno. Mi da so se 3 mesece, preden smo šli na potovanje, snemala doma, kakor testna snemanja, ki ne bodo nikoli pristala v filmu, ampak so na koncu se je izkazalo, da so zelo dobro, da so pač že takrat snemala. Lev pa tudi v bistvu se je zelo hitro vklopil v zgodbo in pač on je maher, kar se tega tiče. Edino eno pravilo sva imela z Levom, da če se slučajno z Blažem razideva, da on ostane s kamero na meni, ker jaz itak sledim zmeri Blaža. Tako da ja, Maja pa tudi v bistvu sem jo čist improvizacija je bila, no, mislim, slash nekih v kombinaciji z nekimi domišljenimi in vnaprej zamišljenimi kadri. Ja, res je super izpadlo, tako da je v bistvu kamera kot neko orodje, ki nam pripoveduje zgodbo, niti ni važno, da jo ima res DOP v roki. Važno je, da sledi dogajanju. Hvala za vprašanje in odlično opažanje. Naslednje vprašanje. Ok, vam bomo dali še eno priložnost, ampak ta bo po moje res potem zadnja. Jaz moram še vprašati, kar se same distribucije tiče. Slišali smo seveda film Trst, Sarajevo, Portorož, Lviv, zdaj gre seveda tudi že v kinematografe. Na kakšen način lahko rečete, res je bila ta pot filmska, ki ste jo doživljali v teh zadnjih mesecih, lepa, hkrati se pa zdaj tudi nadaljuje in je to pravzaprav nek začetek te slovenske distribucije? Ja, jaz moram reči, da sem zelo vesela in hvaležna in mislim, da je bila ta pot distribucije prekrasna za ta film in bo na sporedu po kinih Art Kino mreže in tudi v Kinodvoru. In čeprav gre za
pač nekako sem razdvojena znotraj sebe, ker sem tako upam, da nikoli noben ne bo šel gledati tega filma. Po drugi strani pa sem ful vesela, da je toliko zanimanja in da v bistvu film nekako nagovarja gledalce. Je najbrž kot režiserka biti tako ranljiv na filmu nekaj posebnega. Najbrž vseeno, ko ustvarjaš filme, nikoli nisi si predstavljala, da boš tako močno sama prisotna v tem filmu. Ja, točno to. Plus, ko smo to snemali in ko sem to montirala, nisem zares imela v zavesti tega, ne, pač publike in platna. Čeprav sem se seveda trudila narediti film ne samo zase, ampak pač film za publiko, za ljudi. Ta koncept sem mogla nekako abstrahirati, ker je bilo preveč tako schizofreno. Ja, res je nekaj posebnega. Običajno, ko se pogovarjamo z gosti pred filmom, vedno rečemo, gost pridi, povabi, pozdravi gledalce. Danes, ko je Maja omenila, smo bili kar, ja, pridi po filmu, zaradi tega, ker si tako močno prisotna na filmu, da dejansko si že del celotnega procesa. Zdaj vam pa res damo še zadnjo priložnost za vprašanje, pa verjamem, da še kakšno bo. Aha, izvolite vam, kar jaz podam. V bistvu ni vprašanje, jaz bi se samo zahvalila za to surovo iskrenost. Tekom filma je tako, da se povežeš oziroma poistovetiš lahko z obema, ker vaju poznam sicer pač kratek čas, ampak oba sta mi samo še lepša. Tako da hvala. 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 To je bil sicer zelo lep zaključek, ampak če bo še kakšna roka, bomo še eno vprašanje dovolili. Jaz imam samo eno željo, seveda. pravzaprav. Na oder bi povabila še eno osebo, ki je ful pomembna v mojem življenju in katera mi je stala ob strani tekom celega procesa filma, to je moja sestra Niža Prelog. In tudi seveda nastopa v filmu, a ne, tisti dojenček je ona. Ja. Takole v bistvu, ja, sestre, kako pomembne so v življenju, lahko tule vidite na odru. Niža si pa precej zrasla od tistega, kar smo videli v filmu. Je še kakšno vprašanje? Aha, imamo še enega. Zastavim vprašanje, no. Pač, jaz sem navajen film gledati, pa da je hollywoodski, ne, na koncu happy end. Lahko pač povem, da poskusta stopiti najbolj skupaj, no. Ker sta po 7 letih še zmeri družina pa par, pa pač poznam zgodbo v zadnji, pa mi je pač komaj bolj všeč. Super, hvala za tole. In pa tukaj le še zadnje vprašanje. Mogoče še vprašanje za režiserko. Nekje sred filma vidimo v bistvu to, kako se sekirate zaradi kadra, ne? Torej tam, on vozi kolo, a ne, vi tečete zraven njega. Ja. Pa me zanima, glede na to, da je to taka osebna zgodba, a ne, proces ustvarjanja, verjetno to dosti zakomplicira, se bolj človek sekira glede celotnega procesa ali, ja, mogoče malo uvid v to, no. Ja, hvala za to vprašanje. Definitivno, jaz sem čutila enormen pritisk, da mora biti vse to za njega, za to, kar je dal skozi, kar sva dala skupaj skozi. Ta film je bil tako življenjski projekt in mi je bilo, vsak dan sem bila totalna čustvena razvalina, ker sem se bala, da pač bom naredila napako. Vse je moglo biti popolno in valjda ni moglo biti, ker v življenju ni popolno. Ampak nisem razmišljala, takrat v tistem momentu ni šlo za kader, bolj je šlo za to, koliko njega mučimo, poleg tega, da se že sam fizično pač nekako forsira. Ampak ja, upam, da sem odgovorila na vprašanje. No. A za naslednji film bom jaz... Definitivno sem se naučila veliko stvari, veliko o tem v bistvu procesu
delanja filma in tudi v avtorskem pristopu, delu, ki mislim, da je vsakmu avtorju lasten. In to bom probala prenesti v naslednji projekt. Ne morem pa reči, da pač sem našla neko formulo, ker mislim, da ne obstaja. Ampak ja. Najlepša hvala za vprašanje. Mislim, da smo s tem prišli do trenutka, ko se lahko še enkrat zahvalimo vsem gostom. Seveda z veseljem pričakujemo nove filme, tako strani Maje kot strani Blaža. Sestri bodita v oporo še tako naprej. Vam bi se pa seveda radi zahvalili za pozornost. Hvala še enkrat, čestitke za film, uspešno še naprej. Vam pa tudi lepo popoldne oziroma večer še naprej. Hvala lepa. Hvala vam.